V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Spoštovani katoličani, škof Klemens August von Galen je bil škof točno toliko časa, kot je bil Adolf Hitler na oblasti v Nemčiji. Približno točno toliko časa, kakih 9 mesecev potem, ko je Hitler prišel na oblast, 33. leta, je on postal škof v Münstru. No, in potem po kakih 9 mesecev po smrti Hitlerja je tudi on umrl. To se pravi, Bog ga je izbral za posebno nalogo, da se bori proti nacizmu. Nacizem je bil seveda hudičeva laž. Jedro nacizma je bila evolucija, vera v evolucijo. Hitler je bil pečen in kuhan evolucionist, torej on je veroval v evolucijo, da smo ljudje samo višje razvite opice. In on je seveda trdil, da so Nemci, nemška rasa, arijanska rasa, da so to najvišje razvite opice in da so vse druge manj vredne rase. Vidite, vsak, kdorkoli veruje v evolucijo, naj bo teistična ali ateistična, je ipso facto rasist. Ipso facto. Kakšenkoli že rasist. Ali veruje, da je neka rasa bolj vredna kot druge rase, tako kot je recimo Hitlerjeva, ali da je nek spol vreden kot drugi spol, kot recimo feministke verujejo, da so one bolj višje opice, kot smo mi moški, ali pa ali pa neki komunisti, recimo, ki so učili, da so komunisti recimo višje razvite opice, kot pa vsi drugi, ki so bili nekomunisti. Vidite, vsak, kdorkoli veruje v evolucijo, naj bo je ipso facto rasist. Ali prikrit ali odkrit, ponavadi prikrit. No, von Galen se je torej boril proti nacizmu, ki je seveda šel v akcijo skupaj s Hitlerjem, in začeli so po Nemčiji vdirati v samostane, zapirati duhovnike, ženske samostane in potem preganjati ljudi, jih zapirali, mučili in morili. In von Galen je bil pa mož, ki ga je Bog izbral za boj proti Hitlerju, in je protestiral. Najprej so hoteli vse križe iz šol vreči v Vestfaliji. Veste, da je Münster osrednja nemška pokrajina na zahodu Nemčije, Vestfalija. No, in so hoteli tisti minister Hitler je hotel vse križe iz šol več vreči, on je pa rekel, ljudje protestirajte, in so šli protestirati in je moral odpovedati svoj kast. Križi so ostali. Vemo, da so naši komunisti vse križe vrgli po vojni iz naših šol, ne. Oni so bili isto, komunisti so isto komunisti, oziroma še hujši kot nacisti. No, potem je protestiral proti Rosenbergu, ki je napisal tisto knjigo, ki je centralna, ki bi rekel, ki je bistvena knjiga za nacizem. Rosenberg, no, in ta Rosenberg je potem čez nekaj mesecev v Münstru imel poseben govor proti škofu Galenu, ampak ljudje so šli na ulice in so škofa podprli. Okrog 20.000 je šlo na ulice Münster in so podprli škofa, ne pa tistega Rosenberga, ki je bil seveda Hitlerjev ta glavni lažnivec, ki je lagal seveda, da je nemška rasa. Naš škof von Galen je rekel, pravi, samo Kristusova kri nas rešuje, ki je kri Boga in človeka, ne pa nemška kri, ki je kri kot vsake druga naroda, samo da je ta nemška kri. No, potem kaj se je zgodilo? In ko v 20 letih, ko je bila tista velika kriza, ekonomska kriza v Nemčiji, vidite, je pomagal von Galen, vidite, koliko je mnogo ljudem s svojim denarjem, ljudi organizira, da so se med seboj pomagali in tako naprej, vidite, da so prebrodili tisto ogromno ekonomsko krizo. Vidite, o tem govori današnji evangelij. Pravi, ljudje, recimo, govori o tem človeku, skrbniku, vidite, ki si je pomagal s tem, da je pravzaprav lagal, na nek način poškodoval svojega gospodarja, pa gospodar ga je pohvalil. Ampak zdaj potem pravi evangelij, ampak mi moramo biti otroci luči. Se pravi, če že neki ljudje samo za to življenje, samo za pupa naredijo nekaj takega, vidite, potem moramo mi toliko bolj več narediti, vidite, kaj za večno življenje. Se pravi, za večno življenje uporabljati svoje sredstva, ki jih imamo na tem svetu, denar, bogastvo, karkoli imamo, vidite, za božjo čast in slavo in za zveličanje naših duš naših bližnjih. No, potem se je pa zgodilo, vidite, 41. leta, potem je pa začel Hitler s svojim programom T4.
T2 je našli nekaj drugega. T4 se je imenoval, vidite, in v tem programu je začel zapirati in moriti odrasle invalide, duševno prizadete odrasle, pa invalidne otroke, prizadete otroke, vidite, in seveda uboge bolnike in tako naprej. Okrog 70 000 jih je dal pobiti. In seveda, ko je škof to izvedel, škof von Galen, vidite, on je bil pa lev in zmuster, to je njegova fotografija, vidite, njegov obraz ti pove njegove misli, vidite, in je pa škof von Galen napisal pismo. Ne, že prej so brali od Pija XII. Tisto pismo proti nacizmu, z naslovom Mit brennender Sorge, se pravi, z gorečo tesnobo, skrbjo, vidite, so brali, so po ukazu škofa brali v vseh cerkvah. No, potem pa še on imel sredi 41. leta, junija, avgusta, imel 3 govore, vidite, proti tem, kaj počnejo, in je rekel, pravi, naj bo preklet ta naš narod, pravi, če bomo kaj takšnega počeli. Pravi, mi ne moramo biti solidarni s takšnimi voditelji, ki to počnejo, pravi, nedolžne ljudi zapirajo, morijo, vidite, ki jim je Hitler rekel, da so nekoristni jedci ali neproduktivni ljudje. Vidite, in potem je zganjal to evtanazijo, in ta von Galen je imel ta glavni govor ravno 3. avgusta na današnji dan 1941. leta. To se pravi pred koliko leti, zdaj vseeno. Izračunajte si. Na današnji dan torej je imel ta glavni govor in ljudje so mu rekli, dobival je seveda grožnje, smrtne grožnje od nacistov. Hitler je znorel, je rekel, da ga treba obesiti, ampak potem ga je Goebbels, njegov minister za propagando, prepričal, da naj počakajo, da bo najprej zmagali nacisti, pa ko bodo zmagali, ga bodo pa obesili, ampak seveda Bog ni dopustil, da bi nacisti zmagali, in seveda ga niso nikoli obesili. Ja, no, potem je pa, on je imel ta govor, vidite, in je povedal, pravi, kaj se dogaja, zahtevamo pravico. In potem je šel v svojo škofovsko hišo in je rekel svojemu tajniku, naj pripravi obleko, če ga bodo zaprli. On je pričakoval, da ga bodo zaprli, da ga bodo umorili, da ga bodo obesili. Ampak Hitler je Goebbels pripričal, naj tega ne naredi, naj počaka, da bodo najprej nacisti zmagali, pa bodo zmagali, pa nadela, kar hoče. Ker je videl, da bodo ljudje uprli, da bodo šli v konec, ker so bili za škofa. Mnogi Nemci so bili seveda, mnogi Slovenci so bili katoličani. No, in Goebbels je sam priznal, pravi, da je nadškof, kje to piše, tle nekje, da je škof von Galen bil glavni nasprotnik nacizma, pravi, najmočnejši, najbolj glavni nasprotnik nacizma vse tistih nekaj letih, kar nacizem bil v oblasti v Nemčiji. Vidite, to nam kaže, vidite, kako, in seveda njegovo škofovsko gesto je bilo ne hvala, ne strah. To se pravi, ne hvala ljudi, ne strah pred ljudmi, ni zame pomembno, pač pa to, kar je Božja volja, kar je za Božjo čast in slavo in za ličenje neumrlih duš. In njegovo gesto torej je bilo, vidite, strah, treba se Boga bolj bati kot pa ljudi. Vidite, in to velja tudi danes za nas v tem času, ko se dogaja vse možno v tem svetu, in nekateri pričakujejo, da bo vsak čas 3. svetovna vojna, vse mogoče se vidi apokalipsa, ne vem kaj, konec sveta, in kaj še. Se pravi, vse časi so bili težki časi, vidite, tisti, ki živijo zunaj teh časov, za tiste se pa zdi, da so bili časi lažji, ampak noben čas ni bil bolj lažji, kot od Adama pa Eva naprej so vsi časi na tem svetu težki, tako kot današnji čas. Vidite, nič ne vemo, kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnjem, to ve samo dobri Bog, ki je Bog, mi ljudje lahko samo ugibamo, lahko seveda moramo pa seveda moliti in delati pokoro, da nas Bog ne bo kaznoval, kajti vsak greh kliče Božjo kazen na ta svet, na nas in na vse človeštvo. Torej, Hitler je hotel, vidite, z evtanazijo pomoriti čim več ljudi na tem svetu, tiste, kar bi pa ohranil, seveda tudi Slovani so bili med tistimi na njegovem seznamu, tisti, ki morajo iti z tega sveta, tudi Slovani, tudi Slovenci, in ogromno jih je pomoril tudi do konca svetovne vojne, no, potem je pa tudi sam končal. Vidite, no, in danes imamo pa v Sloveniji vrlo vlado, ki pa gre po Hitlerovih stopinjah in hoče uzakoniti evtanazijo v naši domovini Sloveniji. No, vidite, tako daleč smo prišli. Hitler bi lahko bil ponosen na naše politike, ko ne sam zganjajo evtanazijo, no, in v naši politiki tudi izkočijo evtanazijo uzakoniti, no.
in mi bomo šli pač z referendumom proti tej evtanaziji, vidite. Ampak poglejte, nobene razlike ni, isti dirigent je zadaj, hudič s svojimi padlimi angeli, vidite, samo strategija je drugačna, pa taktika je drugačna. Hitler je to počel odkrito, ker je pač imel vso vojaško oblast v rokah. Ko je pa šel na oblast 33. leta, naši politiki pa to počnejo kaj na bolj diplomatski in tih način. Ampak cilj vsega tega je enak, vidite, moriti bolnike, onemogle, vidite, prizadete ljudi, moriti jih, moriti na tak način. In vemo, da kjerkoli so evtanazijo sprejeli, Nizozemska, Belgija, Kanada, Avstralija, vidite, Amerika, kjerkoli so sprejeli, tako kot so evtanazijo sprejeli, vidite, z vsemi tistimi varovalkami, ko oni pravijo, varovalke, tiste varovalke so trenutko šle po cogront, vidite, in se takoj so začeli sprejemati dopolnitve tega zakona, vidite, ki potem dajo tem ljudem proste roke, da morijo, kogar hočejo, vidite, kadar hočejo, brez kakršnekoli besede. In to je seveda tudi cilj naših evtanazistov v Sloveniji. Torej, borimo se, moji dragi bratje in sestre, in vzemimo si za zgled, vidite, tega škofa. On je potem, ko so osvobodili Nemčijo marca 45. leta, ko so osvobodili Vestfalijo, na žalost so dobili ukaz, pravi prvi ukaz je bil, da so tudi civilne, kako se reče, civilne stvari bombardirali, so tudi bombardirali Münster in pa tudi katedralo so popolnoma uničili, tudi škofovo hišo so popolnoma uničili in škof Galen je na nek čudežen način ostal živ, ker se je držal ene same stene, ki je ostala od hiše še stala, tiste stene se je držal tam in potem je ostal živ, drugače bi še on bil mrtev. Ja, no, potem ga je pa Pij XII pripravil za kardinala, šel je v Rim, dobil kardinalski klobuk, se vrnil 46. leta, 16. marca se je vrnil nazaj v Münster. Ljudje so se zbrali, mislim, okrog 50 ljudi se je zbralo, vidite, tam okrog, da so pozdravili svojega škofa, vidite, ki jih je do zadnjega varoval, čeprav je vedel, da ga lahko vsak čas zaprejo pa obesijo. Vidite, ampak on se je bolj bal Boga kot ljudi, je pa žal imel govor za njih, vidite, in so bili navdušeni nad njim. Čez 6 dni ga je pa Bog poklical v večnost z vnetjem slepiča, to je bil vzrok za njegovo smrt. Tako pač Bog pokliče, po nagrado ga je poklical v večnost in danes je v nebesih in je Božji pravzaprav blažen je, prezglesen je za blaženega in imejmo njegov vzgled pred očmi, vidite, kadarkoli, ko bo prišel kakšen križ, vedno vidimo, vidite, Boga se treba bolj bogati kot ljudi, da bo karkoli že, če je Bog z nami, ne moremo izgubiti, ampak lahko samo zmagamo na tem in na drugem svetu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.